Ti kaj zapravljaš v življenju? Če zapravljam? Ja, zapravljam. Zapravljanje je lahko vse tisto, česar nujno ne potrebujem. To se mi zdi ena taka osnovna definicija. Hvala, ker sta prišla direkt iz vrtca. Ni problema. A je kakšna stvar, ki ti jo niso kupili, pa si jo močno želela? Ja, veliko. Klavir oziroma synthesizer. Ja, to sem si ful želela in celo Božičku sem pisala neštetokrat za to. Na koncu sem dobila bundo. Tako da tega klavirja ni bilo. Z mamo sva šla staviti, da bom nehal nohte grist. In je rekla, da lahko dobim kar čem, pa sem rekel hišo, je rekla ne hiše, pa sem rekel pa stolp. Tako noro vem, da sem si želela barbike. Ker sem nehal nohte grist, nekako nisem dobil stolpa. Si pa nehal nohte grist? Sem pa nehal nohte grist, ja, evo. Blizu 30 letom, ko vem, da mi je mama enkrat za rojstni dan kupila tisto barbiko. Je rekla, da boš nehala hrepenet po njej. Sem dost hitro dobil ta občutek za denar, da je treba biti zelo previden z njim. Zelo lahko mi lahkotno pa smejoče v teh rečeh razpravljamo. Če pa nimaš denarja, pa zna biti to zelo boleče. Da si spoštljiv do denarja, da si tako hvaležen, pa mogoče zelo malo ponižen. Jaz se spomnim, ko smo bili v srednji šoli, je nekdo vprašal, koliko to košta? 4 pere. Je bil per valuta, po kateri smo vrednotili stvari. Zakaj ni to predmet v šoli? V bistvu res. Res se mi zdi to, da bi bilo zelo pomembno. Se mi zdi, da je denar zelo dobro opredelil Viktor Frankl, ki je dejal, da je denarja fino imeti v življenju toliko, da nimaš skrbi z njim, se pravi ne premalo in tudi ne preveč. Letos sem vam pa prinesel zastonj naročnino na naš kanal. Samo pritisnite na gumb spodaj in postali boste srečni naročniki Osvežilne fronte.